če še niste bili, ne, to je malo posebnost tega festivala, ker zdaj smo jih že obiskali dosti, ne, po Evropi z partnerji našimi festivalskimi. Večina se jih odvaja v večjih mestih in to je pač omejeno na nek multiplex ali na določen kino in to je festival pač, ne. Pri nas, ker je Ljutomer manjši kraj, je to posebnost, ne, da celo mesto živi za to. Ne moreš priti v mesto, da ne ve, da se odvija naš festival, ne. Ali zaradi filmov, ali zaradi vina, ali zaradi mask, pač ve se, da je to tam. In zavzamemo celo mesto in to res naredi neko posebno vzdušje, no. Roger Corman mogoče ni toliko znam po filmih samih, ampak po tej produkciji oziroma po ljudeh, ki jih je izobrazil, ki so se pri njem učili. To so vsi od Johna Camerona do Martina Scorseseja. Robert De Niro je igral pri njegovih prvih filmih. Jack Nicholson je bil zanj scenarist, ne. On je v bistvu ustvaril novi Hollywood, no. Lani je bilo kar simpatično, ko so eni v bližnjem hotelu imeli poroko in se je potem poroka pridružila povorki zombijev. Njegova karijera je zelo dolgo trajala in je praktično vse filmske sloge obdelal. Začel je z nemim filmom takoj po prvi svetovni vojni. Torej, kot sem rekel, bil je prostovoljc med prvo svetovno vojno, oficir, mislim častnik, naseljen je bil pa v hiši pionirja slovenskega filma Karola Grossmana v Ljutomeru. Dobro jutro, dober dan, lepo pozdravljeni, upam, da ste dobro naspani, da vas ne bo preveč prestrašilo, kar vam imamo za povedati ali pokazati. Šalo na stran, danes smo z vami, da vam predstavimo več stvari, in sicer Grossmanov festival fantastičnega filma in vina in pa strip o Fritzu Langu, režiserju, ki je močno vplival na zgodovino žanrskega filma in se je v nekem trenutku mudil tudi v Ljutomeru. Z nami so zato danes Peter Beznec in Tomaž Horvat iz organizacijskega odbora in soustanovitelja festivala fantastičnega filma in vina Grossman in pa Zoran Smiljanić, sopotnik festivala in tudi avtor tega stripa. Zdaj pa mogoče samo na kratko, tisti, ki morda festivala še niste obiskali, bi vam radi pokazali kratki film, da vidite, kakšno je vzdušje. Kaj je to za eno čudo? Na festivalu imamo svoje ljudi, ki rolajo filme, tako da tam to poteka malce bolj gladko. To je zdaj gladko. Tale, ne? Ne, več ne vidim. Ja. Bro. Na koncu. Tako 22. se ima letos zgoditi festival Grossman, poimenovan po Karolu Grossmanu, človeku, ki je pravzaprav menda posnel prva dva filma, če lahko temu rečemo film, glede na to, da montaže takrat še ni bilo, se pravi prihod iz cerkve oziroma iz maše in pa prizor na dvorišču.
Sicer pa Peter in Tomaž, vidva sta že od samega začetka zraven 22-tič, to je že kar lepa številka, v bistvu gre za enega najstarejših festivalov v Sloveniji, ki še vedno trajajo. Revija Movie Maker oziroma portal je pa tudi Grossmana umestil med enega najpomembnejših festivalov žanrskega filma. Kako v bistvu se je vse to začelo? Danes pravzaprav festival gre čez celo mesto, nekje so delavnice, nekje so projekcije, nekje se dogaja recimo ta pohod zombijev. Kako se je to začelo? Ja, začela sva ga midva s Petrom, in sicer leta 2005, ko je bila pač 100. obletnica nastanka teh prvih slovenskih filmskih zapisov, ki jih je Grossman naredil v Ljutomeru. Prišla sva v to sceno, mislim, da brez znanja o filmskih festivalih. Predtem smo delali en glasbeni festival. Dobili smo neke evropska sredstva za to obletnico in smo štartali. Začeli smo že z začetka se naslanjati na žanrski film, ker smo nekako ugotovili, ne, da tukaj ni ponudbe v Sloveniji, vsaj takrat ni bilo, ne. Pa tudi bližnje, v našem delu Evrope tudi ne. Bivša Jugoslavija recimo šele kasneje dobila prve žanrske festivale in smo se sproti učili, no. Kaj pa vem, tudi naša ekipa je že od začetka, ne, tudi vse te filme rada gledala, zaradi tega smo se odločili tudi za tako usmeritev. Kasneje smo dodali tudi že v naslov pač festivala tudi vinsko kulturo oziroma vino, ne, pač Prlekija slovi po tem, ne, mimo tega ne moremo, ne, če hočemo tudi nekako lokalno obeležiti festival. Pa so se začele, ne vem, predvsem z gosti smo nekako dobili veljavo, ne. Že zelo zgodaj smo recimo privabili, na kar sem še zdaj nekako najbolj ponosen, Rogerja Cormana, denimo, ne, leta 2008 smo ga imeli, ne. Mogoče še povej, katere filme je delal, za tiste, ki ga morda ne poznajo tako dobro. Roger Corman mogoče ni toliko znam po filmih samih, ampak po tej produkciji oziroma po ljudeh, ki jih je izobrazil, ki so se pri njem učili. To so vsi od Johna Camerona do Martina Scorseseja. Robert De Niro je igral pri njegovih prvih filmih. Jack Nicholson je bil zanj scenarist, ne. On je v bistvu ustvaril novi Hollywood, no. Mislim, da eno leto zatem je dobil častnega Oskarja. Imel je isti govor v Ljutomeru za častno nagrado, ki so mu podelili, in že naslednje leto na častnih Oskarjih isti praktično govor, ne. Na to smo mogoče najbolj ponosni, da je mogoče nekje v Hollywoodu imamo eno skulpturo, ki jo imenujemo Hudi maček, ker je, ne, Hudi maček takšna žival, ki se ne ozira na nikogar in dela, kar želi, ravno tako ti avtorji teh filmov. V isti omari kot Oskar. Ja. No, bili smo tudi zelo aktivni, hodili smo na Canneski festival vsako leto, iskali povezave. Mislim, težko je privabiti znane ljudi v Slovenijo, ne, še posebej v en Ljutomer, na obrobju Slovenije celo. Ampak nam je uspevalo, ne. Pol je 2011 smo privabili Christopherja Leeja, to je bil veliki preboj in izjemen obisk, ne. Še mogoče ti kaj v tem obisku. Ja. Mogoče se še ti spomniš tudi kakšnih drugih avtorjev, ki so vas obiskali. Jaz recimo se spomnim Jana Harlana, producenta Kubrickovih filmov, ob katerem ste potem imeli tudi retrospektivo Kubrickovih filmov in pravzaprav povedal nam je, da se reče Kubrick in ne Kubrick, kot smo vsi izgovarjali do tedaj. Udo Kier je tudi bil. Franco Nero recimo. To so ti igralci, ki so bili malo bolj prominentni. John McTiernan smo imeli zdaj 3 edicije nazaj, recimo en režiser hollywoodski, recimo en prvi takšni iz teh A produkcije hollywoodske, ne, Die Hard in tako naprej, Predator. Ja, večina teh intervjujev imamo zbrani v tej knjigi, v angleškem jeziku je, tam na štandu se je dal dobiti. Tu so intervjuji z pač dejansko s festivala, ki smo jih upravili s temi ljudmi, no, s temi glavnimi gosti, ne, tako da tukaj so nekako vsi. Knjiga pa je šla ob 20. obletnici. Zdaj, če jo kdo želi preveriti, če boste šli ven na levo, potem se držite leve in v tem krogu naokoli boste našli tudi štand Grossmana. Kako se je festival v teh 22 letih spremenil? Nekje vmes so bili določeni dnevi tudi projekcij sejma v Ormožu.
Kako to, da zdaj tega ni več? Je korona bila kriva? Ja, no, verjetno ne vsi, ki se ukvarjajo s festivali ali z podobnimi zadevami, vejo, da je v bistvu dosti odvisno od nekega financiranja oziroma sofinanciranja. Moram reči, da takšen festival v Ljutomeru ne more uspeti brez javnih financ oziroma brez podpore. Ne. Občina nam da, potem na ministrstvu se na razne razpise se prijavljamo. Kar se je pa začelo dogajati, je pa to po koroni, je dejansko obisk upadal. Po drugi strani pa so se cene vsega ful dvignile, prišlo je pa do istih sredstev, se pravi, realno smo dobili dosti manj finančnih sredstev in smo enostavno bili preveč raztegnjeni, kako temu rečemo, enostavno nismo zmogli 2 prizorišč obvladovati in smo zato rekli, dajmo potem nazaj v jedro, v Ljutomer, dočim ena, rekel, pozitiven stranski učinek je pa to imelo, da zdaj je reden kino v Ormožu, se pravi kino Unterhund, kjer tudi Grossman ekipa sestavlja program, tako da ima zdaj en reden program, ki ga Ljutomer namreč nima. Ne? Tako da to je ostalo. Sam festival pa se zdaj drži tega mesta, na katerem smo začeli in v prihodnosti niti ne nameravamo več imeti. Imeli smo tudi poskus v Murski Soboti, recimo takrat, ko se je prvi Cineplex tam odprl, smo želeli sodelovati, ampak je spet ta razdalja nas nekako preveč utrudila, no, poleg vsega tega, kar se še dela. Ne. Tako da ostajamo tam, kjer obvladujemo situacijo, ker poznamo ljudi, ker zavrtiš telefon in se vse uredi, v drugih mestih pa nismo tako vpeti v lokalno življenje. Ne. To, če še niste bili, ne, to je malo posebnost tega festivala, ker zdaj smo jih že obiskali dosti, ne, po Evropi z partnerji našimi festivalskimi. Večina se je v 2 večjih mestih in to je pač omejeno na nek multiplex ali na določen kino in to je festival pač, ne. Pri nas, ker je Ljutomer manjši kraj, je to posebnost, ne, da celo mesto živi za to. Ne moreš priti v mesto, da ne ve, da se odvija naš festival. Ne. Ali zaradi filmov, ali zaradi vina, ali zaradi mask, pač ve se, da je to tam. In zavzamemo celo mesto in to res naredi neko posebno vzdušje. No. Sploh s kini na prostem. Tudi to, ja. Sicer veliko ljudi, ko jim omeniš Grossmana, reče, to je ta festival grozljivk, pa vendarle niso samo grozljivke, med drugim so recimo tudi žanrski filmi vseh vrst, kratki filmi, glasbeni dokumentarci. Se pravi, v bistvu po kakšnem ključu se izbirajo filmi? Ja, poskušamo pogledati čim več filmov, kaj se pač, ne, kakšna je trenutna ponudba in probamo izbrati, kaj so najboljši, ne, v naši selekcijski ekipi, ne. Malo več mogoče je grozljivk, preprosto iz tega razloga, ker je več te produkcije na svetovni ravni. Sicer poskušamo bolj evropske filme privabljati, ampak v Evropi se ne snema toliko fantazijskih in znanstveno-fantastičnih, pač ni toliko budžeta, ne, v Evropi nasplošno. No. Ja, moram pa omeniti, da zaradi tega se tudi na Evropo poskušamo ozirati bolj, ker imamo dostikrat tudi goste, ne, ki spremljajo te filme. Večino filmov, ki jih prikažemo, spremljajo njihovi avtorji, vsaj trudimo se tako. Ne. Tako da je to mešanica. Jaz bi rekel, da recimo 50% vsebin grozljivih, ostalo pa fantastični, črnokomedija in v tem stilu. No. Zdaj omenil si, da se v Evropi sicer snema manj filmov kot drugod, v Sloveniji verjetno... Žanrskih, no. V Sloveniji še toliko manj, res se potrudite, da skoraj vsak žanrski film slovenski, ki pride ven, se zavrti tudi na Grossmanu. Zakaj se vam zdi, da je s tem tako v Sloveniji? Ali ljudje nimajo interesa ali res je odvisno od financ? Predvajali ste nenazadnje tudi filme že, kot je recimo Oto, ki so bili praktično narejeni brez financ. To morate vprašati odločevalce, po mojem, no, ki financirajo to vrstne filme. Ampak jaz mislim, da vseeno imamo neko zaslugo, da je ta scena malo dvignila. Recimo naš stari kolega in sodelavec tudi festivala, na nek način Tomaž Gorkič, ne, je posnel že 2 celovečerna žanrska filma, Idila in Prekletstvo Valburge, trenutno je ravno serijo oddal ven, ne, Pošast iza železne zavese, ne. Mislim, da je bila precej gledana. Tako da stvari se premikajo in jaz upam, da Grossman je dodal svoj nek kamenček k temu mozaiku, no, da se je to malo dvignilo. No. Zakaj pa so recimo zraven še glasbeni dokumentarci? Ja, osnovna ideja je bila, da nekako naredimo bolj privlačen spremljevalni program, sicer glasbeni, ne, koncerte preprosto. No.
Na vse zadnje tudi naša ekipa večinoma izhaja iz glasbenih vod. Peter ima skozi neki bende, tudi drugi člani ekipe imajo svoje bende. Pred Grossmanom smo delali glasbeni festival. No in skratka, to smo hoteli nekako poročiti na ta način, da bi imeli dokumentarne filme o pač glasbenih izvajalcih in ti izvajalci pa bi že pol nastopali, da bi lahko videl, ne? Iz obeh aspektov. Ni se najbolj to posrečilo z temi izvajalci predvsem, no, ker jih je malo težje dobiti ali pa starejo dosti. Tako da smo zadržali pol samo ta glasbeni program dokumentarnih filmov. Ki pa se za razliko od drugih festivalov začne po zadnji projekciji, kar mislim, da je dobra vrlina, glede na to, da marsikje na drugih festivalih potem se moraš odločiti, ali boš šel na koncert ali boš šel na film. Ste zaradi tega tudi v bistvu to upeljali, da se začnejo za ene pozno, no, ampak glede na festival ravno v pravem času? Ja, točno zato, da si ne delamo v bistvu konkurence z lastnim programom. Seveda, Ljutomer je majhno mesto, dejansko nimamo toliko placov niti. Mi moramo ves kino tam postaviti, se pravi, te vse zunanje projekcije, tudi v samem kulturnem domu, ki v bistvu ni neka kinodvorana, moramo vse zrihtati, ker ni delujočega kina. In ugotavljamo, če imamo te dogodke preblizu enega drugega, že motimo filmski program, to je ena zadeva, druga zadeva pa je v bistvu res, da imamo tako malo placa, da moramo vrteti filme do enih zjutraj, ne gre drugače, kot imamo dva slota in potem smo rekli, ja, ne moramo imeti pol glasbenih ali pa drugih dogodkov prej, zato smo dostikrat kot zombiji na koncu festivala že brez maske, ne, ker imamo vedno do jutranjih ur program. No. No, sej ravno sodi lepo v program, glede na to, da je v soboto tudi pohod zombijev. A je to že od samega začetka v bistvu pohod zombijev po celem mestu? Lani je bilo kar simpatično, ko so eni v bližnjem hotelu imeli poroko in se je potem poroka pridružila povorki zombijev. To ni bilo prvič, veš. Pač sobote so za poroke, a ne? Tam je mestna hiša v Magistrat in seveda tam se slikajo ti, mi rečemo gostovanjščki, in seveda zombiji se tam potikajo okoli in zelo hitro spoznajo tudi ti svatije, ne, da so en dober foto-op, ne, vsekakor, ne, in se pol slikajo in se pridružijo zombiji. To je kar lušno, no, rekel, da nismo imeli nikoli pritožbe, ampak je bilo kontra, ne, kak fajn, ne. Zombie Walk pa smo, ne vem, da je to bila 4. edicija, no vem, da smo bili prvi, no, vsekakor v državah bivše SFRJ, če ne še širše. Grossmanov festival je na dosti področjih bil prvi, no, ki smo nekaj začeli delati. Vmes smo se ga totalno naveličali, pa ne bomo vsako leto isto, pol smo neke Vampires bole, ne vem, kakšne neke druge izvedenke tega poskušali, pa se nič ni prav prijelo. Vsi so prišli, kje je pa zdaj Zombie Walk, smo rekli, no pa naj bo Zombie Walk. Pa čau, no. Tu naj dodam, posebnost tega Zombie Walka je bila, se ni vedno tako, ampak dosti krat pridejo profesionalni maskerji zombijev, ne? Tako da imamo ene zombije naredite prav filmsko, no? Ki se tudi uporabljajo v filmih, no? Ker so taki strokovnjaki zraven. Bi pa omenil, da se letos temu maskirnemu dogodku pridružuje še cosplay tekmovanje. Lani smo poskusno uvedli, letos hočemo, da je to na višjem nivoju, ne? Tako da bo zdaj en dan rezerviran za cosplay tekmovanje, pa drugi dan za te zombije, tako da bo tudi v tem pogledu malo razširjen program. Se pravi, ali za letos že lahko napovesta, kaj programa, kaj se ima zgoditi letos? Poleg tega, kaj sem omenil, filmska selekcija se še dela, ravno tudi za glavne goste še čakamo neke odgovore, tako da to upam, da v prihodnjih dneh znamo. A je kdo že potrjen? Ni še direktno, no, nekaj še vedno čakam. Hočem prej govoriti, dokler ni potrjeno. No. Vsekakor morate razumeti, da smo se že upekli s tem, da smo najavili gosta, ki ni bil čisto potrjen, ne, in pol smo morali samo odgovarjati, zakaj ga ni bilo, zakaj je ni bilo. Tako da mi rečemo, lani ni bilo Roberta De Nirota, letos pa ne bo koga. Ja, pa se nam dejansko zgodilo, verjetno ga poznate, legendo horror filma George Romero je bil tak, no, ki smo ga najavili, že smo se zmenili, 10 let smo ga vabili, no. In ko je končno potrdil, mi je mesec dni ali nekaj takega pred festivalom, nažalost ne morem, že karte smo imeli kupljene.
Pol je odpovedal, posnel še video, kjer se je opravičil meni pa vsem obiskovalcem in na dan podelitve na našem festivalu je umrl. Jaz nisem takrat vedel, imel nekega pljučnega raka, ful agresivnega in ravno takrat je umrl, tako da to se nam je. Malo črnega humorja, dobro, da se to ni zgodilo na festivalu. Ja, Ne? točno to. Dejansko. Sicer pa kaj pa mogoče glasbeni program imate že sestavljen? Neverjetno, ne, ampak izjemen interes glasbenikov je, da bi nastopali na filmskem festivalu. Jaz ne vem, recimo, če delaš glasbeni festival, vsi glasbeniki, festivali, to ni za nas, ampak če ful plačate, ne, pa bomo tisto 1 uro zašpilali. Pri nas pa bi igrali seveda na pol cene, ampak te pol cene je za nas totalno preveč. Ne. Nikoli ne zmoremo tega. Smo imeli poskuse, smo imeli Lajba, smo imeli Psi v modu pop, ne vem kaj, ampak to je bila na koncu vedno ena velika finančna izguba, ker pač ne gre skupaj, ne, neki pop koncert, ne, ki ima pač neka svoja pravila marketinga, pa filmski festival, ki ima svoja pravila, tako da te ženitve nam niso uspele. Tako da vedno potem poiščemo nekaj za svojo dušo, no. Nekdo nekoga pozna, pa tako, ti so pa dobri, a ti so mladi lokalni band, ti so tako, te pa probamo na ta način. Za letos imamo nekaj imena, ki dejansko tukaj pa res lahko zbiramo, no, pa pol se mogoče še celo največ okoli tega prepiramo, tega programa, no, kak pa filmskega. Ampak to so vse lokalni bandi, ki zdaj v bistvu tudi, če povem ta imena, nič ne povejo. No. Ja, malo nam lahko poveš, ne, nazadnje, mislim, no, niso to mogoče velika imena, kot da ne rečem, da je Grossman kriv za to, da sta Denis in Denis tako veselo začela nastopati po Sloveniji, ker je bil prvi povratni koncert v bistvu v Ormožu, sicer na festivalu stripa in fantastike, ki se sicer ne odvija več, pa vendar je 3 leta, 3 edicije, mislim, da je doživel, ne, če se ne motim. Tako da mogoče kar naredi reklamo, ja. Kar naredi. No, kak je imel to ten, ki ima Super Heroes? Ne, pa niso to te. Ne znam. No, o tem kmalu več. Okay, en band je Radgonski Vronk, pa Cypher Lewis, to pa so bili tovarski. Kaj so oni? Psycho bili neki. Ja, kontrabas pa. Pa še potrjujem, tako da to še pride. Kdaj bomo torej točno vedeli, kaj se bo dogajalo letos? Predvidimo, čez kak teden, 2 upam, da objavimo celoten program. Včeraj je bilo zasedanje programskega odbora za filme, tako da filmi so zdaj sprejeti, tako da zdaj definitivno bomo začeli program objavljati počasno. Kako pa je z delavnicami? Recimo kratki filmi imajo svoj programski sklop, ampak kratke filme se na festivalu tudi snema med festivalom. Ja, to je naša posebna delavnica, tudi najstarejša, mala delavnica groze, ki smo jo ustanovili ravno ob gostovanju Rogerja Cormana, to je leta 2008, ko je on bil gost. Namreč en izmed njegovih najbolj znanih filmov je Little Shop of Horrors, ki je, mislim, da celo v Guinnessovi knjigi rekordov kot film, ki se ga je posnel v najkrajšem času. Ne vem, če veš to, Zoran. Ja. V 2 dnevih pa eni noči. No. Jack Nicholson notri igra pa tak. No. No in na podlagi tega smo mi naredili malo delavnico groze, kjer so pravila, da se posname v 2 dnevih pa eni noči kratki film. No. In prvega je izbral med festivalom. Ja. Prvega je izbral Roger Corman, zmagovalca, pa smo nadaljevali. No. Kako se prijaviš na to? Z scenarijem kratkim oziroma z sinopsisom. Idejo neko osnovno na voljo je nekaj opreme, ki jo imajo naši sodelavci ali pa prijatelji festivala, tam lokalni. In pol tekom festivala morajo posneti film, ga izročiti v soboto pred zaključnim podelitvijo in to je to. Ne. Katere so pa še kaj druge delavnice? Ponovadi je delavnica igre še, imeli ste tudi že delavnico postprodukcije v bistvu? Ja, pa delanje maket, vsako leto imamo kar nekaj delavnic, pa strokovnih dogodkov. Tudi te bomo zdaj malo objavili, no, poleg teh že naših standardnih. Tako da, ja, tudi ta program upam, da je kar močan. No, tudi za otroke imamo kar nekaj teh ustvarjalnih delavnic in posebej projekcij za njih. Tako da, ja, upam, da smo uspešni. Sicer pa, kako komentirata stanje žanrskega filma trenutno? Zdi se, da je v zadnjih 5-10 letih pravzaprav ponovno prišel v modo, vsaj tako med bolj splošno javnostjo. Ja, zdaj spet se grozljivi filmi vračajo, to zgleda, to gre v ciklih nekako. Je pa pač tudi ta digitalna tehnologija, ki je zdaj na voljo, ne, omogočila tudi dosti več produkcije. Ne.
To je sicer težava za naše selektorje, da moramo pogledati toliko več filmov, ker je res produkcija ogromno, ampak ni pa dosti kvalitetne produkcije. No. Tu pa opažam, da kvaliteta malo pada. Težje je najti res dobre filme, no, se mi zdi zadnje čase. Tudi zaradi te poplave filmov. No. Kdo pa je zdaj v trendu? Vampiri, zombi, duhov že dolgo nismo slišali oziroma videli? Ja, letos bomo imeli kaj? Afriške kung fu, kaj? African Kung Fu Nazis imamo letos. Pa pride režiser, pa nemški film je. Tako da iščemo take tudi zabavne filme, ki... Ja. Program bo dober, no, ampak kot rečeno, to je edini zdaj film, ki sem ga že izdal. Pa pride še, mislim, da ta afriška ekipa, sam ni še ta potrjena, no, za ta film, no, z brilnimi veščinami nekaj dela. No. Okay, vajni najljubši filmi, ki so bili v zadnjih letih, se spomnite prav katerega? Na Grossmanu? Na Grossmanu, ja. Da bi jih prav priporočila. Ja. Mene so vedno zabavni ti, ki so iz bivše republike Jugoslavije. No. Ponovadi so nekako meni bliže. No. Jaz vedno uživam, ko se kakšni ti filmi. Poslednji Srb, Ja. ta vampirski film je na Hrvaškem. Ne, mi smo imeli tiste res ta hude, veš, srpski film, Život Ja, in slabo- smrt, porno bande. Život in smrt, porno. Slobodan Šijan je tudi redni gost, To- sicer, ja, ne, to tako, mogoče ja. lahko omenimo. Kaj pa ti, Tomaž? Ko povem toliko je tega, ravno ko smo se sem peljala, so se spominjala tistih zgodnjih filmov, ko smo imeli, kaj so bili, filipinski James Bond, ki ga igra neki mini človek, pa turški Spider-Man, pa taki filmi, no, pri takih se jaz ne bom. Pa turški Star Wars, Turki so bili zanimivi, oni so si vse svojo naredili, no, pa vse je smešno. Turški Spider-Man je bil zanimiv, ker je Spider-Man bil vodja neke tolpe, pa je ubijal ljudi. Take bitke. Vsekakor priporočamo. Ima kdo mogoče kakšno vprašanje v zvezi s festivalom? No, če ne boste imeli potem še priložnost. Jaz bi še samo zaključil s tem, da to še moram izpostaviti, da imamo tudi kempiranje tam na festivalu, to je tudi posebnost festivala, ki je zastonj, praktično se samo plača turistična taksa. Ravno zaradi tega vinskega programa tudi je na voljo ta camp plac zastonj, da se lahko totalno sprostite. Ne. Tako da, toliko zaenkrat. Degustacije so namreč tudi javne, tako da lahko Pa- zastonj spoznate 7 različnih vrst vina skozi Tako. cel festival. Vsekakor se veselimo. Ocenite, ker tekmujejo vzorci med sabo. Ne. Tudi to je. In zmagovalec dobi vinski šampion Hudi Maček. Naziv. Oziroma ta je vinski, ne, ostali so hudi mački. Ne. Okay, Zoran, ob 20. obletnici je prišlo tudi do ideje, da bi naredili strip o Fritzu Langu. Zakaj Fritz Lang, zakaj ne kdo drug? Najprej dober dan, jaz sem edin tle lepo vzgojen, pa pozdravim publiko, hvala, ker ste prišli. Ni ob 20. letnici, jaz sem po, ne vem, 5, 6, 7 stripih, kjer sem bil vezan na rok in sem delal dan in noč, sem rekel, da ne bom, ja, kako bi bilo lepo, sta rekla, kako bi bilo lepo, da bi izdal ob 20. letnici strip o Fritzu Langu, manjka lepa slabo leto. In sem jaz rekel, ne bo šlo, fantje. Za 21 letnico je šlo. Ne? In torej, s tem stripom, ki ne zgleda kaj posebnega, ampak je 1 leto in pol dela, pol leta branje knjig in pisanje scenarija, ker vse sem jaz sam naredil, in 1 leto risanja, tako da je odpadel ta okrogla obletnica. Kako je prišlo do tega? Najprej so me oni povabili na festival, nekako smo se ujeli, mi je bilo všeč ta mračna, gotska, krvava atmosfera. V bistvu so bili pa zelo prijazni ljudje, ne? In so mi tudi zaupali, da moji zgodnji stripi, tam še iz 80-ih, ko sem bil še mlad in radikalen, ne? Da so jim pokvarili otroštvo, ne? Da so mogoče to malo čudni, ne? Kot vidite, lokalni fantje. In so rekli, da bi pač z mano kaj delali in smo prišli do tega Langa. Najprej je bila ideja, da bi bilo to sam 40 strani dolgo. Ko sem pa jaz prebral nekaj knjig o njegovem življenjepisu, sem videl, da to ne gre. Torej, Lang je živel v Ljutomeru pol leta,
ni kar tako neki režiser kot Scorsese, naprimer, ne, ki nima nobene veze s Slovenijo, ampak jaz imam rad projekte, ki so nekako vsaj deloma vezani s Slovenijo, z okoljem, ki ga poznam. Ne. Naprimer, vsi moji zgodnejši stripi se dogajajo v Sloveniji, Meksikajnarji, za katere sem ponudil 10 let, so Slovenci, slovenski prostovoljci, ki so se šli boriti v Mehiko, pa sem se pa obrnil na biografske stripe Cankar, Plečnik, Črni plamen, torej o požigu Narodnega doma v Trstu in Kajuh in tako naprej. In zdaj bil Lang, ta zadnji. Torej, ko sem videl, da ne bo to šlo na 40 stranih, sem jim rekel, glejte, fante, to škoda časa in denarja in energije, in sem rekel, tok strani bi bilo, recimo 120, 130, potem, ko sem jim rekel ceno, koliko bi to bilo, ne, za 1 leto pa pol, je bilo treba kar nekaj denarja, ne, so se za glavo prijeli, ne, ampak potem smo s skupnimi močmi nekako to zmogli in sem prebral in sem napisal scenarij in sem narisal strip in zdaj je tu. Se pravi, strip, kjer pravzaprav lahko spoznate vse filme Fritza Langa, bi nam ga lahko malo umestil, kaj pravzaprav on je pomenil za svetovno filmsko sceno, pravzaprav kaj so bili te njegove novitete, zakaj je recimo on pomemben za film noir, zakaj je pomemben za znanstveno-fantastični film, ne nazadnje. No, na kratko, njegova karijera je zelo dolgo trajala in je praktično vse filmske sloge obdelal. Začel je z nemim filmom takoj po prvi svetovni vojni, torej kot sem rekel, bil je prostovoljc med prvo svetovno vojno, oficir, mislim častnik, naseljen je bil pa v hiši pionirja slovenskega filma Karola Grossmana v Ljutomeru. In Grossman, ki je posnel prve filme slovenske, je amaterska, ne, sicer, koliko imamo še? Ja. Je njega nekako navdušil za film. Zdaj v kakšni meri ni čisto jasno, ne, ampak kot je Tomaž rekel, Fritz Lang je prišel v Ljutomer kot slikar, ker je študiral slikarstvo v Parizu, pa je zaradi vojne mogel nehati. Odšel je pa kot filmar. Namreč, ko je po pol leta šel na fronto, je bil ranjen in v bolnici je že začel pisati prve scenarije in čez 1 leto so bili ti scenariji že posneti. To so bili kratki filmi začetni. Torej, začel je v nemem filmu, najprej je pisal scenarije, potem je začel režirati, kar nekaj teh zgodnih filmov ni več ohranjenih, no potem je pa produkcije so postale čedalje večje, močnejše, vse več denarja in je iz Dunaja, on je Avstrijec, ne, originalno, je šel v Berlin in tam posnel klasike, kot so Nibelungi, Metropolis, Ženska na Luni in mogoče njegov največji film, najboljši, Mesto išče morilca, o serijskem morilcu otrok. Torej, to je bil ta avstrijsko-nemško obdobje. Recimo za Metropolis je veljalo, da je najdražji film vseh časov v Evropi in je bil toliko drag, da je studio nemški, da je vedel, da se to ne bo pokrilo, ampak je kljub temu zaradi prestiža so šli v to, ne, in film je še danes vpliva na klasike znanstvene fantastike, kot je Blade Runner, kot je, ne vem, Kubrick, če je glih rekel, ampak vsi ti veliki znanstveno-fantastični režiserji so rekli, da so se napajali pri Langu. Naprej, začel se je vzpon nacizma, leta 1933 so prišli na oblast in Langu so se precej tresle hlače. Goebbels ga je povabil v svojo pisarno v slovitem dialogu in mu ponudil mesto glavnega za nemško filmsko industrijo, ki je predvsem propagandne narave, ne. Lang je videl, da mu tle ni prostora in je še isti večer ni imel časa, da bi dvignil denar, ampak je še isti večer zbežal na železniško in v Pariz. Tam je posnel en film, od tod je pa šel v Združene države, ker je posnel 21 filmov.
v Združenih državah je doživel kar hud padec, ni znal jezika, kultura je bila čisto nova, od režiserja Kralja je postal režiser najeti delavc in od teh 21 filmov v 21 letih je marsikateri slab, ampak jaz sem se v tem stripu odločil, da bom vse filme, tudi dobre in slabe obdelal, ker vsi so nekako njegovi otroci. V danem trenutku moraš, da preživiš, moraš sprejeti vse živo, ne, tudi jaz kot stripar, ilustrator sem marsikdaj se preživel s ponižujočimi deli in pač tako je življenje, ne. Potem se je naveličal Amerike in že kot 80-letni starček še posnel v Nemčiji, se je vrnil v Nemčijo, kljub temu, da se je zarekel, da ne bo nikoli več stopil na nemška tla, je posnel še nekaj kar zanimivih filmov. Za 80-letnika praktično ne obstaja v zgodovini filma nekdo, ki je star 80 let in snima dobre filme, razen spet Scorseseja, ne. Tam že grejo nekako življenjski sokovi in ni več ta prave energije. In torej, Možakar je umrl leta 1976, bil že skoraj čisto slep. Če se ga spomnite, ima to prevezo čez oko oziroma monokal, je nosil na drugem očesu, tak markantna oseba. Rad je kontroliral, obsedeno je kontroliral ne samo to, kar je na filmu, ampak tudi izven filma, ne. Njegovo življenje je bilo zelo zanimivo, tako da sem ga z užitkom obdelal od avantur z ženskami do teh političnih, do obsedenega nadzora nad vsem, ne, in v enem trenutku je rekel, če bi mogel, bi režiral ves svet. Mogoče samo še na kratko, kaj pa je bilo tako prelomnega v recimo Metropolisu in Mesto išče morilca? Je bilo to recimo sočustvovanje z morilcem, so bili to filmski prijemi? To v Metropolis je Odiseja v vesolju 2001 svoje čase, toliko tehničnih inovacij, toliko briljantnih rešitev s kamero, z montažo, z scenografijo. Torej, zgodba je mogoče še najbolj tenka, scenografsko je fascinantna. Poleg tega je tudi zgodba, ne, imamo to mesto, kjer na vrhu živijo bogataši, na nekih takih zgradbah futurističnih, v sredi je ta srednji sloj, spodaj so pa delavci, ki kot v peklu poganjajo cel ta mehanizem, ne, in ta ustroj mesta je nekaj podobnega, kar se nam zdaj dogaja, ne. Mi smo kao še srednji sloj, samo počasi drsimo na dno. Kao nič dobrega nas ne čaka v prihodnosti, ne. Ta vrhnji sloj pa čudovito živijo od vsega tega. Torej, Metropolis je predvsem tehnično briljanten, idejno, scenografsko, še dan danes, medtem ko Mesto išče morilca je pa izbral, scenarij je napisal svojo takratno soprogo, kako je že ime? Teja, kakorkoli. Harbu, bravo, hvala. Harbov. In tam je izbral najbolj groznega človeka, serijskega morilca, to je prvi film o serijskih morilcih tudi, ne, ki so danes zelo popularni, in to serijskega morilca otrok, kar je zavržno, tako da bolj zavržno ne more biti, ampak skozi proces filma, skozi razkrivanje izpade, da je on neki revež, ki ne more drugače, se izpove, ne bom rekel pokesa, ampak pove ti, kaj se dogaja z njim, ne. In Lang pripravi gledalca od čistega sovraštva, ne, da nekako kar sočustvuje s tem najbolj zavrženim morilcem, kar se jih da, ne, kar je, mislim, zelo provokativno in velik filmski dosežek, ne, da se gledalec obrne za 180 stopinj. To je film. Dati manipuliraš s tvojim čustvom, dati neko dimenzijo čist novo, ne, in reagiraš, ne da bi hotel, ne, tako, ko greš iz filma ven, se počutiš malo opeharjenega, ne, ampak vsekakor je mojstrovina in dosežek, kakršnega si lahko vsak režiser samo želi. Ima pa več koncev tudi. Da bi jaz vedel, ne, sam tega. Oziroma dolžin trajanja. To je pa zmeraj pri filmih, ne, en malo dodal, dozema, ja. Okay, imamo na tem mestu mogoče kakšno vprašanje za Zorana, Tomaža ali Petra?
komentar opombo, če ne, bi mogoče glede na to, da imamo namen prikazati še enega od kratkih filmov, prosila. Se še imamo 10 minut. Imamo še Za 10 minut, razgovor, aha, ok, v redu. Potem pa, Zoran, povej še mogoče, zadnjič si tako fino povedal, pa bi te glede na to, da si moral o filmarju v stripu risati. Kje se po tvoje film in strip srečujeta in kje sta na drugih koncih? Kaj se da filmskega v stripu prikazati oziroma kaj se stripovskega ne da na filmu? Torej, film je trak, ne filmski trak, ampak trak od začetka do konca. In ko mi gledamo film v kinu ali pa na televiziji, gledamo samo eno točko tukaj in zdaj, ne? Od začetka do konca. Sicer se lahko vrnemo, ampak smo spet tukaj in zdaj, lahko gremo naprej. Ampak normalna projekcija na filmu je točka, ki se premika od začetka do konca, ne? In lahko gledamo časovno samo en trenutek. Pri stripu je pa osnovna celica, osnovni element filma je stran, tabla se reče, mi stripa rečemo in tam je več sličic, ne? In če odpremo stran, imamo dve table, ne? In mi lahko s pogledom zaobjamemo, torej ne samo tisto, kar trenutno gledamo pa beremo, ampak lahko zaobjamemo dve strani, ne? Lahko se vrnemo nazaj, lahko pokukamo, kaj je naprej, ne? Torej strip je tle neprimerno bolj demokratičen, večji prostor pokriva kot film, ne? Po drugi strani pa recimo, česa strip ne more, zdaj tle so cele knjige teoretične pisane, kaj je povezava, ne? Ne more recimo, če imamo en filmsko dolg kader, neprekinjen kader, kjer kamera šiba gor pa dol, ker je tudi v mesto išče morilca je neki dolg prizor, ne vem, Kader sekvenca. Kader sekvenca, prav. Mislim, da traja, ne vem, 2 minuti. To so take zelo komplicirane, ne. Torej, če bi hotel te kader sekvence prevesti na strip, dobimo spet posamezne sličice, ne. Ne moramo dobiti tega gibanja, ne. Torej, film in strip sta brat in sestra, film je starejši brat, ima gibanje, ima zvok, ima dobre barve, ima zdaj tudi strip, ampak dolg časa je bil strip bolj črno-bel ali pa monokromatski. Ampak ves čas si malo kradeta ideje, si sposojata teme, ves čas sta v neki navezavi, ne. Nista tako daleč, se pravi, strip je neka bolj siromašna verzija filma, ampak nudi pa relativno svobodo, ne. Jaz sem v tem letu, ko sem to delal in tudi za ostale stripe sem se izboril, da razen nekih tehničnih popravkov ali pa res nekih sem se izboril absolutno svobodo izražanja, ne. Film je pa predrag, da bi lahko dovolili samo enemu oziroma je minil ta čas, da bi dovolili enemu režiserju, da odloča o vsem, ne, tako kot je Lang odločal v nemškem obdobju. Tako da se križata, ne, jaz kot filmofil sem z veseljem govoril o filmih, ne, in zdaj, ko sem v stripu narisal prizore iz filma, sem rekel, čakaj, to se pa more stilsko ločiti, ne, in sem naredil film kot, torej, strip je bil kot to, kar vidite, črno-bela kontrastna slika, ne, film je pa tonska, torej kot akvarel, črno-bela, ne, in tle je ta jezik filma in jezik stripa se v stripu razlikujeta tako, da gledalec točno ve, ne. Imam še nekaj teh tehničnih pogruntavščin inovacij v stripu, ne, na primer, ko govori Lang v offu, da vemo, da je to Lang, ne pa kdo drug, sem naredil te oblike pravokotnikov, ne, v katerem je tekst tako nepravilne, ne take. In zdaj gledalec tega sicer ne ve, te moje, kako bi rekel, slovnice v ozadju, ne ve na prvo žogo, ne, ampak se pa čuti, da sprejme ta jezik, ne. Jaz se zelo ukvarjam s tem, mislim, precej se ukvarjam s tem, kako bom to zgodbo, ta scenarij, na kakšen način bom to povedal, ne, in imam rad urejene stvari, pa rad imam slovnico stripa, jezik stripa, ne, ki funkcionira, ne, ki je zaokrožen, ki je jasen, ki služi nekemu namenu, ne, in to tudi bralcu sporočam.
Od bralca ne pričakujem, bralca, gledalca ne pričakujem, da bo vse jasno, da bo razčlenil vse skrivnosti oziroma da bo vse vedel, zakaj gre, ampak na nekem nivoju bralec zmeri to sprejme in se čuti te mala sporočila v ozadju. Zakaj pa praviš, da je film starejši brat stripa? Marsikdo za začetek stripa in filma jemlje letnico 1897, ko je bila introjekcija 10 kratkih filmov bratov Lumière in pojav Yellow Kida v New York Journal. Nisem mislil kronološko, mislil sem tako, kot da ima več denarja, da več obvlada, da ima več pozornosti v tem smislu. Tvoj strip sicer ni edini strip o Fritzu Langu, je pa verjetno edini, ki zajema vse filme. Ko si ti bral tiste, kaj eden ali dva sta, kako se recimo razlikujejo tvoje delo in ostale? Ja, nekaj francoski je, ker je sam do trenutka, ko je Lang odpotoval v Ameriko, torej leta 1933, kaj ne rečem, je soliden, je dober, ampak se mi zdi, da je moj boljši. Pol je pa še neki, ko sem ga pa post-festom dobil, krimi, mislim, da je nemški, ali kaj, tiste pa moram reči kar tak impresiven. Tako, špeh, debel, brezkompromisen, neke prizore iz filma, mislim, res moraš poznati Langa, ne, za zelo mejhno publiko, ne, pa zelo poznavalsko, tako ljubiteljsko delo, ki skoraj da ni biografija Langova, ampak je neki presek, ljubiteljski presek njegovih filmov. Ne. Tako da tole je kar taka celovita, celostna zadeva, ki upošteva to slovensko epizodo. Namreč v Ljutomeru je on delal kipe, kateri so bili, ki so imeli neke take fantastične spake, podobe vaze, ne, ki so imele fantastične neke obraze, neka bitja, in te fantastična bitja so bile pobrane iz Ljutomerske cerkve, pa iz Dornave pa tako, ne. In v knjigi Fritz Lang od Jureta Mikuža in Zdenka Vrlovca, in moj strip je svojevrstno nadaljevanje tega, piše, sta odkrila, ne, da je te motive iz Ljutomerske cerkve, pa iz Dornave, pa iz Svete Trojice, ne vem kje še, da je vnesel tudi v poznejše filme, v Nibelunge in tudi v Metropolis, kjer je ta, kaj že, Marija s tistim plaščama, ne, je na las podobna neki podobi iz filma. Torej, ta slovenski moment je vsekakor močen v stripu in tudi nisem si izbral to klasično naracijo od zibke do groba, ker sem delal, ne vem, 3-4 stripe tako, po tujih scenarijih in sem rekel, zdaj grem bolj sem si dal duška in sem šel bolj v fantastične vode, zato smo tudi na tem festivalu, kjer se praktično njegovo celo življenje odvija v Ljutomeru, v nekem nočnem sprehodu v Ljutomeru in okolici. Skratka, tako presek enih različnih realnosti, kjer pa obdelamo vse njegove življenje in vse njegove filme. Mogoče samo še besedica o tem, kako si pravzaprav v stripu uprizoril ta nemški ekspresionizem, uporabo svetlobe. Torej, pri tem stripu sem porabil rekordno veliko črne barve, tako tuša, flomastrov. Nemški ekspresionizem je tak močen, poenostavljen izraz tega stanja, takrat, ko se je po prvi svetovni vojni, ko se je zgodil nekaj groznega, ne, in kaže notranje dušo, ki je zlomljena, ki je nekaj depresivnega, pesimističnega, ne, tako, zelo preprosto in enostavno risbo in to je tudi na filmu, ne. Filmi nemškega ekspresionizma so imeli te fantastične scenografije, ker je vse malo deformirano, pokvečeno, prostori. Kabinet doktorja Caligarija velja za prvi film nemškega ekspresionizma. In jaz sem poskušal tudi risati v tem stilu, ne. Potem, ko se je pa preselil v Združene države, je pa njegov stil nekako postal ta film noir ameriški, ne, ta bogate sence, spet močni kontrasti, te kriminalke črno-bele ali pa tudi drame ali karkoli, ne. Amerikanci so to kar dobro razvili in jaz
stilsko posnemam ta obdobja, ne? Ali nemški, ali ameriški film noir. In oboje je tako zelo mračnjaško, zelo depresivno, pesimistično, ampak tudi z določeno mero humorja in optimizma. Ja, sploh ni za ljudi z mehkim želodcem, sploh kar se tiče začetnih šal, ampak o tem za tiste, ki boste strip prebrali. Ima mogoče kdo zdaj kakšno vprašanje? Ja, na prvo žogo bi mogel reči, mesto išče morilca, ker je splošni konsens, ne? Ampak jaz bom rekel, da tudi kot avtor, ne, ki je naredil že, priznam, skrušeno nekaj slabih stvari, bom rekel, da cel njegov opus, ne, in tudi te slabe stvari, namreč njegove hollywoodske filme veljajo za slabše kvalitete, a ne, ker so tuji scenariji, ker je marsikdaj delal za denarja, bla, 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 ampak so jih odkrili Francozi okoli revije Cahiers du Cinéma, se pravi filmski zvezki, kjer so na novo postavili teorijo, ne, te Godard, Truffaut, Renoir, ne, Renoir že ne več, avtori, ki so bili najprej filmski kritiki, potem so pa začeli snemati. In oni so odkrili, tako kot so odkrili Hitchcocka, ne, da je on vrhunski filmski, čeprav je snimal žanrske filme, ampak so analizirali režijo, ne, da je vrhunski pripovedovalec, inovator filmskega jezika, tako so odkrili tudi Langa, ne. In Lang se je sam čudil, kaj pa ti ljudje govorijo o meni, bedarije, jaz sploh nisem tega, ne. Ampak ko je prebiral to, je rekel, čakaj, pa saj to je res, ne, nisem, določene stvari o njem so odkrili, kar sploh sam ni vedel skozi poprečne oziroma slabe oziroma nič posebnega filme, ne. Tako da bi rekel, ta ameriško obdobje mi je vsekakor ljubo in tudi zato, ker ni bil kralj, ne, ker je v omejenih razmerah je naredil izvlekel je maksimum, kar je lahko iz tistih razmer. Tako da mi je ta povprečnost skoraj bolj ljuba kot ti filmi, ki so razglašeni za najboljše in veljajo za vrh njegovega ustvarjanja. Hvala za vprašanje, dobro vprašanje. Še kdo mogoče? Če ne boste imeli priložnost tudi v soboto na Grossmanu ojeti Zorana, prej nam je povedal, da je res. Kdor pa bi mogoče želel tudi kak podpis v njegov strip, bo pa po tem kratkem filmu, ki ga bomo predvajali, Zoran na stojnici od Grossmana tudi podrisoval. Tako se že veseli tega, da že od začetka pogovora vrti svoj svinčnik, kaj je to, Rotring? Ja, flomaster, to je zato, ker sem nervozen, pa se tako pomirjam. Tako. Ampak roka pa ostaja mirna. Mogoče preden predvajamo film, bi lahko vaju prosila še za en kratek uvod, za kakšen kratek film gre? Pa gre za en kratek film izmed mnogih, ki vsako leto kažemo na festivalu, ta je z lanskega leta in se nam zdi pač nekako najbolj primeren za tukaj na tem festivalu, kjer smo in kar mi delamo v Ljutomeru. Se pravi, malo hororja, malo komedije, malo animacije. Je mogoče dobil... Nekorektnosti. Tako je. Je mogoče dobil nagrado? Ne, mislim, da je za občinstvo dobil. Ja. Ni pa dobil nagrado. Malo tudi nagrajenega, ampak bo malo predolg. Ja. Tako da smo se odločili reči za tega. Ja. Glejte na svojo odgovornost. Prosim? Je pa tako, da mogoče omenimo, mi smo tudi člani Evropske federacije fantastičnih filmskih festivalov in ko zberemo mi zmagovalca za kratki film, za Milieu d'Argent je nagrada, gre ta film iz Ljutomera gre potem v ocenjevanje kot zmagovalec vseh teh festivalov, se pravi ima možnost dobiti tudi nagrado Milieu d'Argent, se pravi vseh evropskih fantastičnih filmskih festivalov. Ja. Ne, pauza, Space. Okay. Mogoče samo tako, da lahko tudi mi gremo gledat tja. Bi še enkrat se vam zahvalila za pogovor. Zoran Smiljanić, Tomaž Horvat in Peter Beznec. In pa seveda tudi vam, da ste prišli. Uživajte v filmu, ni prav dolg, zato mu rečemo kratek. Ampak vas seveda vabim, da ostanete do konca in pa da se vidimo če najprej na Grossmanovem festivalu.
Hvala, Pija, Hvala. tudi tebi. Pija Nikolič, ona je naša zadnje časa najboljša moderatorka. In najlepša. Ja, to pa tako. Ja. Ena od redkih. Prosim, en aplavz za naše goste. Más le vale que sea importante, profesor. Me tocaría mucho el coño haber venido aquí a estas horas para nada. Tenga paciencia, jefa. Le aseguro que se alegrará cuando vea el resultado. ¿Y quién coño es este morro? Es el doctor Sony, mi nuevo ayudante. Soy indio, no morro. Ve, como si hubiera diferencia. ¿Qué pasa, profesor? ¿No pudo encontrar un ayudante normal? El doctor Sony es un reputado científico. Sin su ayuda, el proyecto SARS no hubiera sido posible. Muy bien. Después le daré una cigarrillo. Enséñame de una vez los avances de su trabajo o se van los dos a la puta calle. Ya lo tengo, profesor. Bien, proceda con el sujeto A, por favor. Por supuesto. Miren el monitor. Después de 2 años de trabajo en el campo de las ondas subnormalizadoras de baja frecuencia, el resultado obtenido es el siguiente. Mira al sujeto A, jefa. Proceda, doctor Sony. El gradual aumento de la frecuencia le va produciendo un leve malestar al sujeto. Pasados los 500 microhercios, el malestar se convierte en dolor. Creíamos que a partir de los 600 hallaríamos el punto de subnormalización óptimo, pero en lugar de eso, Hagenfragen. el cerebro se inflama en exceso y acaba colapsando. Joder, mola mucho. Anote esa frecuencia, profesor. Le podemos sacar buen partido. Nuestra obligación es hacer que los sujetos pierdan inteligencia, no reventarles la cabeza. Sí, tienes razón, pero anótela por si acaso. Sony, proceda con el sujeto B. Sujeto B, conectado. Después del fracaso con onda continua, se me ocurrió que el secreto podría residir en administrar la frecuencia intermitentemente. Adelante, Sony. Tras probar gran cantidad de patrones, dimos con este. Consigues un normalizar. Pero después de unos segundos... Muy interesante. En este punto me hallaba muy perdido. Y fue cuando decidí acudir al gran doctor Sony. El planteamiento del profesor era brillante. Sin su trabajo previo hubiera sido imposible. No se quite mérito, doctor. Usted fue el que encontró el error. Me halaga, profesor, pero usted consiguió que... Joder. ¿Eh? Bueno, si quieren me voy y se dan por el culo tranquilamente. Vayan al grano de una puta vez. Que esto empieza a parecer una puta serie moderna con tanto marriconeo interracial. Se me ocurrió que el fallo podría deberse a la musicalidad excesiva de esa frecuencia. Así que deduje que sería necesario un ritmo muy molesto y falto de todo talento musical. Contactamos con los peores músicos del mundo, pero nunca eran suficientemente malos. Un día vi a un amigo gimiendo mientras se masturbaba y me vino la inspiración. Al mezclar el patrón rítmico de ese mono tocándose con la frecuencia indicada y una línea vocal muy estúpida, dimos con Madalena. Oh, Así hemos bautizado a la canción subnormalizadora de baja frecuencia. Le haré un esquema en la pizarra para que lo entienda, jefa. ¡Ay, carajo! ¡Qué frío que hace hoy! Creo que pediré el cambio de turno. Aquí por las noches nunca pasa nada. Es un aburrimiento. Pues yo estoy de puta madre, Manolo. Si te fumaras uno conmigo... Ya sabes que soy antidrogas, Paco. Eso que fumas es de sucios hippies. A mí me va más tomarme unos orujiños. Y de vez en cuando un poquillo de farlopa.
La farlopa también es droga, Manolo. No tienes ni puta idea. Para la gente de mi tierra eso es como tomarse un café. Pues yo creo que hace menos daño la hierba y es más barata. Porque está hecha para los pobres. La farlopiña es para gente con clase. Además, no deja ese pestazo. A mí me huele genial. Al menos podrías dejarme fumar aquí. Estoy harto de tener que fumar a escondidas en el Tigre. No tendrías que fumar ni en el lavabo. Después tengo que ir a cagar y huele todo a María. Espero que al menos hayas ventilado bien. Que sí, Manolo. He dejado la ventana abierta. Como siempre. Por eso, imitando los gemidos del primate, que es la versión más básica del humano, mezclados con susurros de pangolín, se consigue la subnormalización. ¿Lo ha entendido, jefa? Sí, pero ¿por qué ese nombre? Hemos pensado que tendrá gancho entre los jóvenes. Madalena suena bastante actual. Es verdad, parece el título de la canción del verano. Esa es la intención. Proceda con el sujeto C, Sony. ¿Será seguro, profesor? Tranquilo, el edificio está sellado e insonorizado. No hay peligro. Muy bien. Allá va. Esta infecta melodía hace disminuir la inteligencia hasta en un 90%. De esta manera conseguimos que el sujeto se vuelva dócil y manipulable sin haber recibido daños físicos. Bueno, exceptuando una grave infección en el pabellón auditivo. Bravo, señores. ¿Qué puta mierda ha sido eso? Pensaba que me iba a explotar la cabeza. ¿De dónde coño ha salido esa música tan asquerosa? ¡Qué mal cuerpo me ha dejado! A eso no se le puede llamar música. Menuda aberración. Menos mal que ya ha pasado. Creo que necesito otro porro. Ese sonido espantoso me ha dado dolor de cabeza. Oye, Manolo, creo que me siento un poco más tonto. No sé, es como si hubiera perdido... ¿cómo se dice? Listura. Eso es de fumar tantos porros. Te lo tengo dicho, Paco. Al final comprarás un perro y una flauta. Yo ya tengo perro. Dios mío, creo que tienes razón. Voy a dejar la hierba. Madalena. Oh, ¿qué coño es eso? Señor, retroceda. ¡Ah! ¡Es un puto zombie! ¿Qué dices, Paco? Caballero, de medio vuelta o abriremos fuego. ¡Mierda! Es como en Walking Dead. Tenemos que matarlo, Manolo. Son muchos, vayamos adentro. No, Paco.
sois? ¿De qué hablas, Manolo? Por mi Los muertos se han levantado de sus tumbas y han entrado en el edificio. ¡Nos van a comer! Mierda, debe ser un efecto colateral de Madalena. ¿Lo cual? No puede ser. Creía que estaba todo bien insonorizado. ¿Querráis decir que hemos despertado a los muertos con esa canción? Parece que el potencial de esa canción es mayor de lo que imaginamos. ¿Cómo ha podido ocurrir? Así que sois vosotros los que estabais escuchando esa horrible canción. Madalena no es una simple canción, es un arma. Más peligrosa de lo que creía. Son muchos. Esta puerta no aguantará. Suerte que nunca salgo de casa sin mí. Hagenfreude. ¿Y qué hacemos ahora? Yo no quiero morir. Vosotros habéis hecho esa canción inmunda. Arregladlo y rápido. Todo ha sido culpa del morro. Él ha creado esta mierda. No, jefa. Estás despedido. No, seguro que él podía revertir los efectos. Pues ahora lo tendrá que hacer usted, profesor. Arregle esto. Yo pienso morir aquí. Es posible que, si reproduzco Madalena al revés... Haga lo que tenga que hacer, profesor. Nosotros lo cubriremos, pero dese prisa. Puta casualidad que estemos al ladito del cementerio más grande de la ciudad. ¡Ay, caray! A mí me queda poca munición. ¡Ya lo tengo! ¡Taparos los oídos! Bien, está funcionando. Esa canción es asquerosa, está al revés. ¡Para ese profesor! Y de esa manera se inventó el reggaetón. ¿Te ha quedado claro, cariño? Sí, abuelito. Pues como pongas otra vez esa puta mierda, te arranco la cabeza.